Pozdravljeni, pred nami je novo šolsko leto in s tem tudi že 6. oddaja Aktualno na GFML. Novo šolsko leto je že v polnem zagonu. Začenjajo se novi izzivi, testi, spraševanja, vendar pa je tudi prav, da se za nekaj trenutkov ozremo nazaj v prejšnje šolsko leto. Dijaki in dijakinje so se s svojim znanjem izkazali na različnih področjih in zastopali šolo tako v Sloveniji, kot tudi drugod po Evropi. Ne smemo pa pozabiti na profesorje, ki so vložili veliko truda, kar se je na koncu obrestovalo, saj beležimo kopico zlatih, srebrnih in bronastih priznanj na različnih področjih. Sedaj danes pa se bomo posvetili tem našim dijakom, ki so dosegali izvrstne rezultate skozi celo šolsko leto, ki so tudi bili odlični skozi vsa 4 leta, ali so se v nekih dejavnostih, kot je recimo debata, skozi vsa 4 leta ne samo dobro odrezali, kot pravimo, ampak primerno zastopali našo gimnazijo, ne samo našo gimnazijo, tudi marsikdo je zastopal našo državo. Najvišja priznanja so dijaki dosegli na naslednjih državnih tekmovanjih. Na tekmovanju iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje so dijaki osvojili 6 srebrnih priznanj. Imamo 2 državna prvaka iz nemščine ter 4 zlata in 15 srebrnih priznanj. Državni prvak iz angleščine prihaja prav tako iz naše šole. Poleg tega pa imamo še 2 srebrni in 1 bronasto priznanje. Iz matematike, logike in razvedrilne matematike 14 prvih mest ali zlatih priznanj in 47 srebrnih. Iz fizike, kemije in biologije 8 zlatih priznanj in 20 srebrnih. Iz zgodovine in geografije 2 zlati priznanji. V športnih tekmovanjih pa smo dosegli 1 prvo mesto. Ob tej priložnosti se nam je prvič predstavil nov šolski bend Acoustic Art. Julija letos se je ob 19. uri zvečer na glavnem trgu v Ljutomeru odvila svečana podelitev maturitetnih spričeval Maturatum generacije 2011. Tokrat so jim vso srečo in uspeh zaželela prenekatera znana imena iz sveta znanosti, politike in zabave. Tako smo že krepko v počitnicah na vroč poletni dan nestrpno pričakali letošnje rezultate mature, zvečer pa z zadovoljstvom javno in glasno razglasili ponovni izjemni uspeh ljutomerskih maturantov, saj so maturo kot običajno opravili prav vsi. 15 gimnazijcev in 4 dijakinje iz programa predšolske vzgoje pa so postali ponosni zlati maturanti.
Ljutomerska gimnazija je zelo dobra gimnazija. K njeni odličnosti prispeva veliko dejavnikov, med njimi so v ospredju vsekakor znanja in strokovnost učiteljskega zbora. Vendar gimnazije, tako kot univerze, so lahko dobre le, če imajo dobre dijake. Ne le dobre, ampak odlične, nadarjene, vedoželjne in požrtvovalne dijake. Take, ki stremijo k končnemu uspehu. Med njimi je ponovno bil krog še nekoliko bolj izjemnih, ki jim je uspelo uvrstiti se v elitni razred zlatih maturantov, za kar jim gredo prav posebne čestitke. Ljutomerski glavni trg je tako zvečer tega dne zasijal sojo sveč iz arometov ter ponujal pester nabor večerne toalete, v katero so se odeli maturantje, njihovi starši, sorodniki ter znanci in drugi povabljeni. Maturantom so njihovi nasledniki pripravili pester kulturno-zabavni program, na katerem so se sodelovali z glasbenimi točkami in zanimivimi posnetki. Vabilu na slavnostno podelitev so se vljudno odzvali tudi številni ugledni gostje, ki so z zadovoljstvom ozrli na oder med nadebudne dijake, ki svojim znanjem in sposobnostmi vsekakor predstavljajo razvojni potencial za našo državo in regijo. Upamo seveda, da se bodo kot bodoči strokovnjaki kdaj vrnili, pa ne samo kot gostje na katero izmed prireditev. Veselje mi je in zadovoljstvo, da lahko skupaj z vami doživljam vznemirljivost tega čudovitega večera. Predvsem in v največji možni meri pa mi je čast, da lahko pozdravim vas, spoštovane maturantke in maturanti gimnazije Franca Miklošiča, in vam iskreno čestitam za ta odličen dosežek. Iskrene čestitke seveda vsem tistim, ki so vam pravzaprav vsa ta 4 leta stali ob strani in vas podpirali. Vse ima svoj začetek v slutnah, sanjah, željah in hotenjih. In vzori današnjega dneva, ko je za vami, prepričana sem, in za mnogimi tu prisotnimi ena najbolj nemirnih noči, je pravzaprav nastopil trenutek, ko se sanje zaključujejo. Slavnostni govorniki so bili med drugim gospa Irena Kumer, predstojnica Zavoda za šolstvo, dr. Henrik Gjerkeš ter gospa Olga Karba, županja občine Ljutomer, ki so mladim namenili nekaj spodbudnih besed za nadaljnjo pot. 4 leta ste zahajali vsak dan v šolo. Če bom malo v prispodobah govoril, vsak dan ste šli na ladjo, pluli po oceanih znanja, neznanja, pridobivali si znanja. Tako kapitan ladje kot prvi častniki in vsi častniki na ladje so vam, mornarjem, prenašali to znanje. Bili ste vztrajni, vsak dan ste hodili po ta znanja. Ladja je prispela v matično luko in nikoli več ne bo izplula z vami. Izplula bo z drugimi. Pred vami je sedaj, so novi izzivi, nove poti. Šli boste po poteh, kjer bo mnogo križišč, in na teh križiščih se boste morali odločiti, v katero smer boste šli. In tukaj je zdaj moj nasvet. Nikoli ne dvomite v odločitev, ki jo boste sprejeli, v katero smer, katero cesto boste v življenju izbrali. Tako kot ste bili vztrajni in ste 4 leta zahajali, pridobivali znanja, tako bodite vztrajni na poteh, ki jih boste v prihodnosti izbrali. Pogumni morate biti in nikoli ne dvomite vase. Prireditev je tako potekala do poznih večernih ur, potem pa sta se nadaljevala samo še zabava in zasluženo veselje. Šolsko leto se je tradicionalno začelo s krstom prvih letnikov. Tokrat je krst potekal na Ljutomerskem bazenu, kjer so se najprej odvijale športne aktivnosti. 2 uri smo se zabavali z odbojko, plavanjem in igranjem nogometa, nato pa se je začel krst. Igre, ki so jih 3-letniki pripravili za prveletnike, so bile zelo zabavne, seveda pa so vsi oddelki med sabo tudi tekmovali. Na krstu je zmagal prvi C razred, zmagovalcem gredo iskrene čestitke, za nagrado pa so dobili celodnevno kopanje na Ljutomerskem bazenu.
Dan je mineval hitro, vsem pa nam je bil tudi všeč, saj je bil zanimiv. Prvi letniki pa so postali tudi enakopravni člani gimnazije Franca Miklošiča v Ljutomeru. Joj mene, kaj bomo mi? Joj mene, kakšni smo vsi? Joj mene, kaj bomo mi? Joj mene, spucat se šli. Nismo več osnovna šola, to vemo vsi. Zdaj smo vaši, vi pa naši prijatelji. Nikoli ne bomo antežili in nagajali, zato prepasnemo na kor na prvi reasi. Joj mene, kakšni smo vsi. Za prve letnike je bil prvi teden res pester. Nova šola, novi obrazi, nova pričakovanja. Da bi se lažje privadili na vse to, jim je svetovalna služba organizirala socializacijske dneve. Dijaki prvih letnikov so se na socializacijskem dnevu med seboj in svojimi razredniki bolje spoznali, seznanili pa so se tudi s šolo in osnovnimi pravili. Dijaki se niso razveselili samo dneva brez pouka, ampak tudi zanimivih socializacijskih iger in drugih dejavnosti. Kot svetovalna delavka sem se odločila, da je lepo, če na začetku šolskega leta pripravimo za vse razrede, da se nekoliko bolj spoznamo, da imamo socializacijske dneve. Tako smo 3 kolegice, psihologinja Tina Kajzarjeva, pedagoginja Liljana Fajdigova in pa jaz kot ta glavna svetovalna delavka pripravile take 8 ur socializacijskih ur, ki imajo glavni namen to, da se otroci ali pa dijaki, ki pridejo na novo v šolo, spoznajo z redom šolskim pa tudi med sabo. Kaj pa mislite, so dijaki s tem zadovoljni? To sicer je treba vprašati dijake same, vendar tako po njihovih odzivih na koncu šolskega dneva so ponavadi kar zadovoljni, prav zaradi tega, ker vsaj poznajo potem po 2, 3 dneh že imena vseh svojih sošolcev in sošolk, pa tudi razredniki in razredničarke so zadovoljni, ker se ni treba truditi, katero ime je čigavo, kajti na koncu šolskega dneva tudi razredniki poznajo vse svoje dijake in dijakinje. Vse te igre in socializacijski dan imajo svoj cilj in sicer preko recimo da oblikovanje skupine, oblikovanje razreda, spoznavanje imen, tudi na nek način, da se znajo samega sebe predstaviti, nastopati v javnosti. Zdaj trenutno recimo rišejo grbe, ti grbi bi pomagali, da se bodo predstavili s svojimi hobiji, na nek način se med sabo povezali. Poleg tega pa tudi recimo imamo igre o komunikaciji, tako da v osnove tega nekako spoznamo med tem šolskim dnem, ko se socializiramo. Te socializacijske dneve imamo že dalj časa, mislim, da je to letos že 6. leto. Moramo se pa pohvaliti, da so recimo to obliko začeli posnemati po nas tudi nekatere druge šole. O svojem mnenju smo vprašali tudi razredničarko 1. A razreda, ki je na ta dan spoznavala svoje dijake. Jaz mislim, da je ta ideja zelo dobra, predvsem iz tega vidika, ker razrednik svoj razred hitro spozna, zapomnim si hitreje imena dijakov, mislim pa tudi, da se dijaki zelo povežejo, oni med seboj in z menoj. Svoje občutke so nam zaupali tudi dijaki. Ja, meni se zdi fajn, pa zdaj tudi smo se tudi bolj spoznali med sabo. Vtisi so dobri, spoznal sem veliko novih ljudi, sošolcev, v glavnem prvi vtis je dober. Ja, to se mi zdi zelo dobro, lahko bi še bilo več tega. Socializacijski dan je pač dober, zato ker se bolj spoznamo, pa je zanimiv, pa ni pouka. Ja, mi pač rišemo grb, moramo napisati na grb naša imena, pa odkot prihajamo, pa naše hobije, pa kaj želimo doseči, oziroma naše želje. Mi smo narisali pač maturantsko kapo, ker želimo maturo uspešno opraviti. Novi dijaki so vidno zadovoljni s svojo izbiro glede srednje šole. Želimo jim čim več lepih trenutkov in uspehov na GFML in pa da bi čez 4 leta na sebi res imeli maturitetno kapo, v kar ne dvomimo.
Evropski dan jezikov so obeležili tudi naši dijaki. 26. september zapisujemo kot Evropski dan jezikov. V Ljutomeru so se zbrali osnovnošolci, ki so pod vodstvom profesorjev in dijakov bili vključeni v različne aktivnosti. Uporabljali so francoščino, španščino, angleščino, nemščino in seveda tudi slovenščino. Kot vidite, nas je kar veliko na tem trgu. Danes je namreč 26. september, Evropski dan jezikov, in na to hočemo opozoriti Ljutomer in okolico, in zato smo si povabili osnovno šolo. Kolegice, ki učijo jezike, so pripeljali učence in imamo z njimi različne aktivnosti, ki imajo vse nekakšno povezavo z jeziki. Razdelili smo se na več skupin, pokrivamo francoščino, španščino, angleščino in slovenščino. Imamo različne kvize, igrice v vseh teh različnih jezikih. Naš namen pa je v glavnem opozoriti na to, da je slovenščina uradni jezik Evropske unije, da je slovenščina naš materin jezik, ki je zelo pomemben za našo kulturo in za naš obstoj, in da bi v bistvu morali slovenščino in z našim domačim jezikom lepše ravnati, kot ravnamo. Predvsem kar se tiče vseh tujih imen, barov in trgovin, predvsem kar se tiče uporabe jezika, ki ga znamo grdo z njim delati, in v bistvu hočemo tudi otrokom povedati, da moramo svoj lastni jezik ceniti. Torej je bil namen dneva tudi opozoriti na to, da se moramo zavedati, da je slovenščina prav tako uradni jezik Evropske unije, da je naš materni jezik in ga je treba spoštovati in predvsem ceniti. Danes so nas gimnazijci prijazno povabili, da se udeležimo Evropskega dneva jezika tukaj na glavnem trgu v Ljutomeru. Najprej smo mislili poslati samo tiste učence, ki se učijo angleščino, potem pa nam je profesorica Liljana povedala, da lahko pride kdorkoli, in tako smo danes tukaj tisti, ki se učijo nemščino, ki se učijo angleščino, in uživamo v tem lepem sončnem dnevu. Učenci so navdušeni, saj je v bistvu to že sodelovanje med gimnazijo in osnovno šolo, in si želimo takih sodelovanj še več. Azija je izmenjava mladih, ki poteka vsako leto v drugi državi. Letos je prvič potekala v Sloveniji. V času od 18. do 24. septembra je na naši gimnaziji potekal projekt z imenom European Youth European Summit, ICE. Letošnja izmenjava na gimnaziji Franca Miklušiča Ljutomer je bila že 8. po vrsti. V projektu so sodelovali mladi in njihovi voditelji iz 9 držav, in sicer iz Danske, Estonije, Hrvaške, Nemčije, Španije, Norveške, Poljske, Švedske in Slovenije, kar pomeni, da je na letošnji izmenjavi sodelovalo kar 45 mladih in njihovih voditeljev. Tema, ki je bila rdeča nit druženja, je prostovoljstvo nas bogati. Ta teden se družimo skupaj z mladimi iz 8 evropskih držav, pretežno Skandinavije, nekaj Španije, Hrvaške sosednje. Glavna tema je prostovoljstvo nas krepi, in jaz osebno se strinjam s to trditvijo. Mladi so se vključevali v razne institucije in spoznavali naš način življenja, spoznali nove prijatelje in iz dneva v dan nizali nova doživetja. V ponedeljek so se vsi udeleženci najprej zbrali v Golarjevi domačiji, kjer sta jih nagovorila ravnatelj gimnazije Franca Miklušiča Ljutomer Zvonko Kustec in županja občine Ljutomer Olga Karba. Torkov dan je potekal v domu za ostarele, kjer so se mladi skupaj s starejšimi udeležili raznih delavnic. Mi smo zelo veseli in zadovoljni, ko pride kakršnakoli skupina ljudi, še posebej mladih ljudi, v naš dom, ker je to v skladu z našimi osnovnimi vrednotami. Mi z gimnazijo zelo dobro sodelujemo na področju razvijanja prostovoljnega dela, in to je ena izmed takih oblik, zato smo zelo veseli. Gotovo je to obojestranska korist, korist tudi za naše stanovalce, ker je zelo pomembno, da so aktivni, da se nekaj dogaja, da je neko pestro dogajanje, da niso nekako prepuščeni sami sebi in svoje iniciativi, ampak da se okrog njih nekaj dogaja, da ljudje prihajajo v dom, da oni odhajajo tudi ven, in
vse, kar jim pri tem pomaga, je dobrodošlo. V naši glasbeni delavnici smo v današnjem projektu se lotili narodne pesmi slovenske Marko skače, zaradi tega, ker se jo da hitro naučiti, je v lahki tonaliteti in tako naprej, tako da se tudi tistim, ki je ne poznajo, lahko pač se hitro naučijo. Ne? Meni je tu super, vidimo, da smo si dobri muzičari, pa smo se brzo skombinirali i dobro sviramo. Zabavno je. Tule pred nami poteka zdaj lončarska delavnica. Dijaki, ki so prišli na izmenjavo oziroma pač so v tem projektu, izdelujejo z glino nekaj izdelkov, prav tako tudi varovanci Doma starejših občanov Ljutomer. Potem tudi izdelujejo slike iz teh izdelkov, ki so že narejeni, in pa seveda poskušajo se tudi v izdelavi zvoncev. In this workshop we made some figures out of mud. It was all from pigs to crocodiles and mice, and now we're making pictures of these little things, and we put it on this in this little box and we glue it together, and then we can have it on the wall. I really think it's fun. It's fun playing with mud again. It's like you do when you're little, and when you are older and older, it's fun to actually do the things you did when you were little. V tej delavnici, kot vidite, zlagamo perilo in brisače, ki jih pač uporabljajo tile stanovalci. Tudi gasilci Svetega Jurija ob Ščavnici so si vzeli nekaj časa in udeležencem popestrili sredin dan. Najprej je udeležence pozdravil župan občine Sveti Jurij. Naša občina že dolgo leta zelo dobro sodeluje z gimnazijo Franca Miklošiča. Poleg tega pa tudi to, ker je letos leto prostovoljstva in po pripovedovanju profesor Čuša želijo seznaniti dijake iz 9 evropskih držav z prostovoljstvom na področju Republike Slovenije. Pri nas, tako kot tudi v drugih krajih v Sloveniji, ima to zelo dolgo tradicijo, zelo dobro se drži. To, da si je gimnazija Franca Miklošiča izbrala našo občino za ta del predstavitve prostovoljstva Republike Slovenije, si štejem tako jaz kot naš kraj in naši ljudje za dobronamerno in veliko čast in veselje nam je bilo. Več o dogajanju pri gasilskem domu nam je zaupal profesor Čuš, ki je v prostem času vneti gasilec. Gostje so bili seznanjeni z samim delovanjem gasilstva v Sloveniji oziroma v našem društvu. Prikazana je bila opremljenost društva in pa gostje so se lahko oblekli zaščitne obleke. Lahko so vsi ogledali opremo, s katero razpolaga naše društvo, in pa tudi sami se preizkusili v nekaterih gasilskih veščinah, tako da so predvsem z tistih veščinah, v katerih tekmujejo najmlajši gasilci. Med drugim nas je obiskal tudi rajonski policaj, pri katerem so lahko gostje preizkusili tudi test alkoholiziranosti. Ja, es gefällt mir sehr. Vor allem wir zeigen uns sehr viele Sachen hier und es ist wirklich schön. Ja, es ist wirklich spaßig. Vor allem als wir hier durchgerannt sind, das war auch sehr spaßig. Yeah, I think it's kind of cool actually. But the part of it's volunteering, that's the best part actually. Do you want to be a fireman? Maybe for some volunteering, but I don't think I want to do full-time firefighting. No. Well, we have professionals, so it's full-time. Our firefighters are working full-time, so we don't have volunteering firefighters because there is so much to do. It is very fun, and it's also fun to see how they're doing it volunteering, and so yeah, it's very fun. Meni je to zelo všeč, saj všeč mi je to predvsem to, da spoznaš veliko novih ljudi, novih prijateljev in pozneje ostaneš v stiku z njimi.
Jaz sem tudi gasilka, vendar pri gasilskem društvu Slaptince, ki spada pod društvo Sveti Jurij Obščanice. Meni je všeč, saj se veliko družimo, hodimo po tekmovanjih in tudi tam spoznaš veliko novih ljudi. Po izjavah udeležencev je eden najlepših dni bil četrtek. V vrtcu Ljutomer so se veliko igrali, risali in se zabavali. Pomagali pa so tudi pri urejanju okolice vrtca. Mi smo se z veseljem odzvali povabilo gimnazije iz Ljutomera in sprejeli prostovoljce iz 8 tujih držav in pa iz Slovenije. In danes nam tukaj pomagajo pri urejanju okolice vrtca, igrišča, tukaj v Ljutomeru in v Gresovčaku. Nekaj dijakov pa se je razporedilo tudi po skupinah in skupaj z otroki se igrajo, pojejo, plešajo in tako naprej. Kar nekaj jih je izrazilo željo, da bi radi šli v skupine. Nismo toliko predvideli, vendar smo se prilagodili in ker bi radi pač doživeli en taki utrinek v vrtcu skupaj z našimi otroki. It's easy for me to find contact with them, but unfortunately I can't speak with them. So just smiling and waving hands. Today I'm helping in the kindergarten. I'm digging. Yes, I feel useful. I like to work here. You like to help other? Yeah, I think it's very enriching. Ljutomer? Well, it's small. It's very small and it's very quiet, so yeah, I like it. Trganje grozdja. Opravilo, ki ga večina mladih iz drugih držav, ki so bili na izmenjavi ICE, ni počelo še nikoli. It is the first time for both of us, I think. For me, it's just fun, actually. It was fun, the first 3 roads. Picking grapes have been fun the first time, but then you have to do it again and again and again for like 3 hours, and then it gets too much. But the ice projects have been very fun because you meet new people, learn new stuff. And in Norway, example, we wouldn't pick grapes as volunteering work. Kljub pripekanju sonca so bili izjemno dobre volje in so nam z veseljem povedali svoje občutke o Sloveniji, predvsem pa o projektu ICE in svojih najlepših trenutkih v tednu, ko so jih gostili dijaki in dijakinje ter profesori gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. This project is a very good project. It's very cool, and we have to do a lot of. And the best was yesterday. We want to go to a kindergarten, and the little child are so sweet, and that was the best. Oh, I think it's very useful because you learn many things. You can know how a volunteer feels after making these things, and you make friends after all, and everything's very, very nice. This project is amazing. This week was full of fun, learning, friendship, and we met 32 new friends from different countries, from 8 different countries. And we can learn about the cultures, and it was amazing. I really like it, and I will miss them so much. And then we learned a lot about volunteering and English a little bit, improving my English. It was it's a very good experience, I think, for everybody. We have good friends found here, and yeah, I find the program is very good. Bilo je zelo zanimivo, veliko novih izkušenj, novih prijateljev iz drugih držav, fantastično. Yeah, it's different, but because this in Slovenia topic is volunteering, and last year it's what is good learning, and every ICE conference is different than last one. But I think that was better, the one in Denmark. And Slovenia is a beautiful country. In Denmark we have lots of workshop with what is good learning, something like we do robots, Lego robots, and played games on the computer, and now we picking grapes. In Slovenia we do a lot of good job here. I think it's great, just in general. I think it's a very energetic week that gives you energy for the coming winter and so on, because it's a lot of enthusiasm and cooperation and fun together. I've been doing this already for 8 years, and I'm always looking forward to September when it comes. I've also been participating in ICE not as many times as Kasia, but quite some times in Denmark, and this is my first time abroad. And what I like is
seeing how all the young people get together and get closer to each other every day and listen to all their experiences and how happy they are. V tako kratkem času smo skali tako močne vezi, se naučili drug od drugega, se naučili veliko prostovoljstvo, kaj to je, kaj lahko prostovoljec da nekomu, kaj lahko dobi. Kljub temu, da ni to neke nagrade v obliki, ne vem, denarja ali nekega predmeta, je nagrada neko duhovno zadovoljstvo, da si nekomu pomagal. Danes je v bistvu zadnji dan, tako da nekateri se malo pritožujejo, ker veliko delajo, no, veliko narekovajo, ampak že med pogovorom, tako mimo grede, so vsi rekli, da so imeli prekrasni teden, da so ljudje čudoviti, da smo gostoljubni, da so presenečeni, koliko dejavnosti v bistvu je v Sloveniji, ki pač propagirajo prostovoljstvo, da je veliko načinov, kako pomagati mladim, starim, pa v bistvu tudi drug drugemu v šoli, tako da jaz mislim, da smo vsi zadovoljni. Well, I think it has been a wonderful week because one of the aims of the project was to have teenagers from many different countries living together and doing things together, talking about volunteering, sharing experiences, and I think we have managed to have a good time and to enjoy being together. There has not been any problems whatsoever, and they have enjoyed it, and they say they have learned a lot, and we can say they have learned a lot about sharing, about volunteering, about being together, and about learning to interact, having different cultures, different languages, having different traditions. I think every day, one of the things about the week has been that every day of the week has had something special. I mean, sometimes it has been the meetings at night when there were the national presentations and you discovered, or they discovered, we all discovered new things about the countries. Or yesterday, maybe having a bath at the spa we went to and playing afterwards or talking and discovering this wonderful place in Slovenia, which most of us didn't know about at all. So every day has had something very, very special. The first day was just meeting the people, the nervous, everybody was nervous, tense, and then relaxed because we eventually met and were happy together. So every day had something really special. Današnjo oddajo smo uspešno zaključili. Glejte nas spet prihodnji mesec in nasvidenje do naslednjič.